Nejc Skubic, vaša ekipa je ujela pravo formo, kako kapetan gleda na zadnje 4 tekme brez poraza? Ja, super, ampak sigurno se s tem ne smemo zadovoljiti. Mi moramo še naprej igrati v takem stilu, igro še malo zboljšati, na vsem, predvsem na treningih dela dober, da bomo zboljšali še, da bomo probali še Olimpijo prehiteti in pa konec koncev tudi zakaj ne bi probali Maribora ujeti. Letos ste enkrat že bili tik pod vrhom, pa je potem sledil manjši padec. Kaj ste se naučili iz tistega obdobja? Ja, sigurno, takrat je prišlo do manjšega padca, ampak hitro smo se dvignili. Mi smo vedeli, da delamo dobro, pač vemo, da v nogometu pridejo izpolnjeni padci in na to smo pripravljeni, tako da tisti padec nas ni, ko bi rekel, potrl, ampak nas je samo dvignil in zdaj smo nakazali 3 zaporedne zmage in to je to. Sledi tekma z Mariborom. Marsikaj ste jim morda dolžni iz tistega prvega obračuna v Ljudskem vrtu? Ja, res je, ampak mi sigurno se ne gremo maščevati, mi gremo igrati svojo igro, tako kot sem že prej povedal. Maribor je ena vrhunska ekipa, bi lahko rekel, sploh zdaj v tem trenutku so v res top formi. Tudi za nas bi lahko rekel, da smo trenutno res v eni zelo dobri formi in gremo z njimi odprto v obračun in jaz verjamem, če bomo mi odigrali tako, kot mi znamo, če bomo bili agresivni tako, kot mi znamo, če bomo igrali tako, se ne bojim pozitivnega rezultata. Za Mariborom sta 2 težki tekmi, oziroma Olimpija in Tottenham. Vi imate ta teden prosto, ker ne igrate več v pokalu, morda prednost za vas? Ma ne bi rekel, da je prednost, to je tudi dvorezen meč. Oni imajo, lahko rečem, 25 enakovrednih igralcev, tako da ne vem, proti Tottenhamu igra 11 enih igralcev, proti nam igra 11 drugih igralcev, pa samo enakih, tako da Maribor ima to prednost, da ima toliko enakovrednih igralcev in lahko rotira igralce. Zato je pa tudi v taki prednosti v slovenskem nogometu in mi se ne smemo ozirati na to, da so oni imeli zdaj Olimpijo, pa zdaj imajo Tottenham, pa ne vem kaj. Mi moramo gledati na sebe, predvsem na sebe, če bomo mi ta pravi, potem lahko pridemo do pozitivnega rezultata. V zadnjem obdobju ste končno prišli tudi na z domačim stadionom. V nedeljo lahko pričakujemo kar lep obisk in pravi nogometni praznik. Ja, res je. Jaz res močno upam, da bi končno videl Domžale polne po dolgem času in to bi bila sigurno ena velika vzpodbuda za nas mlade igralce, da bi dali še več od sebe, ker sigurno, da če igraš pred 2000 ljudi, je sigurno boljš, kot pa če igraš pred 200 ljudi. Dobiš še nek dodaten zagon, neko dodatno motivacijo in jaz lahko pozivam vse naše navijače, da pridejo v čim večjem številu na nedeljsko tekmo. Hvala in upam, da jih boste razveselili. Hvala.